Dobrodošli v podcastu Inspiracija, v podcastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Uživajte v poslušanju. V poslovnem svetu, pa tudi nasploh v medosebnih odnosih, se velikokrat srečujemo z besedo konkurenčnost, tekmovalnost, primerjanje. Že nekaj let nazaj sem na svojem blogu, ki ga mimogrede lahko preberete na spletni strani erikakralj.com, zapisala nekaj na temo tekmovalnosti. Naslov je bil Tekmovanje ne hvala. In zadnje čase se mi ta tema večkrat poraja v glavi in bi želela še kaj dodati v tej smeri, ker se mi zdi to taka večno aktualna tema. Z vami namreč želim deliti svoj pogled na to tematiko, seveda, ne da bi vas v karkoli prepričevala ali vam karkoli vsiljevala, mogoče samo predstavila drugačen zorni kot ste ga mogoče vajeni. Torej, če začnem pri besedi konkurenčnost. Priznam, da me ta beseda velikokrat zelo zmoti, ker sama izhajam iz drugačnega pogleda na delo, ki ga upravljam. Nekateri boste mogoče rekli, da je to zaradi tega, ker nisem narejena iz podjetniškega testa, v redu, sprejmem, če je to ta izraz podjetništva. Konkurenčnost nekako zaznavam kot pojem, ki predvsem razdvaja, ločuje, nas nekako rangira po lestvici gor ali dol, vmes, pa boljši, pa slabši, in spodbuja tekmovalnost in primerjanje. Tudi če nataknete na te besedo zdravo, se pravi zdrava konkurenca, zdravo tekmovanje, zdravo primerjanje, še vedno nekako ne kupim tega izraza. Mogoče boste nekateri rekli, da je zdrava tekmovalnost, da je zdravo primerjanje, zdrava konkurenca potrebna za vzpodbudo, da se s tem izboljšujemo, da damo še bolj vse od sebe, ampak jaz osebno še vedno ne verjamem, da je to edini način spodbude in napredka posameznika. Verjamem pa, da nekatere ta zunanja motivacija poganja in lahko resnično na ta način veliko dosežejo. Sprašujem se samo, kakšen je končni rezultat. Pa tukaj ne govorim o kupčku denarja ali vseh morebitnih nazivih in zunanjih nagradah, ki jih ob tem pridobite, govorim o notranjem zadovoljstvu samim seboj, neodvisno od zunanjih potrditev, kar se meni osebno zdi bistveno merilo resničnega uspeha. Ko tako razmišljam, s katero besedo bi mogoče nadomestila te besede, torej mogoče namesto konkurence beseda navdih ali pa vzor. Lahko da vam je nekdo vzor, kar se mi zdi mogoče malo mehkejša in primernejša beseda, ker v meni zbudi občutek, da lahko nekomu slediš, ampak si še vedno samo svoj, ostaješ v svoji unikatnosti, v osebnem stilu, spremljaš le nekoga, ki je mogoče kakšen korak naprej na področju, na katerem sam deluješ ali pa si želiš delovati, in na tak način še vedno deluješ iz notranje motivacije. In vsak je na nekem področju lahko nekomu vzor. Za vzor povezujem nekoga, ki ima recimo podobne vrednote, poglede na življenje, mogoče tudi izkušnje. Skratka, bistveno je, da na vsej tej poti samorazvoja ne izgubljaš samega sebe s primerjanjem, s tekmovalnostjo, s konkurenčnostjo in da ne deluješ samo preko zunanje motivacije, ker na koncu koncev je zadaj vedno vprašanje lastne vrednosti. Ko čutimo lastno vrednost, ne čutimo potrebe po primerjanju. In tudi obratno, bolj ko dvomimo v svojo unikatnost, posebnost, vrednost, bolj se obračamo navzven, iščemo zunanje svetilnike in posrednike in svet lahko postane kar ogrožujoč kraj na tak način. Delo in odnosi pa zgolj boj za preživetje. Seveda ne želim s tem prispevkom povzročiti v vas nek občutek krivde, če se kdaj znajdete v situaciji, ko se primerjate, ko padate v tekmovalnost. Konec koncev na zemlji smo, nismo vedno 100%, še vedno podvomimo v lastno vrednost, še vedno se učimo vzljubiti sebe tako ali drugače, včasih tudi preko zunanjih dosežkov. Konec koncev nič ni s tem narobe, naj bo to samo opomnik, da se čim bolj obračate navznoter, k sebi, k svojim notranjim bogastvom tega, kar ste. In zavedanjem, da ste že zdaj dovolj dobri in popolni točno takšni, kot ste. To ne pomeni, da ni stvari, ki bi jih lahko izboljšali, seveda so in tega se zavedate in veliko lahko še spremenite, če to želite. Ampak resnična sprememba, vemo, se zgodi takrat, ko bomo začeli ljubiti sebe na vsakem koraku, točno taki, kot smo. Včasih slišim, ko mi kdo reče, pa jaz bi tudi rada počela to in to, karkoli že to je, ampak kaj, ko že vsi to počnejo?
zakaj bi to počel potem še jaz ali počela to še jaz. Ja, cel svet lahko to počne, ampak nihče tega ne počne tako kot vi. Nihče. K vam bodo prišli ljudje, ki so tam ravno zaradi vas in vašega načina. Pa ni važno, zakaj gre. Za delo, za odnose, za hobije, za ustvarjanje, za petje, predavanje, tudi če ste mama. Nobena mama ni takšna, kot ste vi. In vaš otrok je prišel k vam ravno zato, ker ste vi to, kar ste. In ker potrebuje ravno to izkušnjo, da izpolni svoj potencial. In obratno. Zato ne primerjajte niti sebe, svojega materinstva, ne svojega otroka, otroke z drugimi otroci. Točno takšen je, kot mora biti. Tudi ko govorimo o delu, je enako. Tudi ko govorimo o čemarkoli v življenju, je enako. Vse je že popolno. In duša to ve. Duša ne ločuje. Duša samo je. V polnem izkušanju in sprejemanju vsega, kar je. Vse ostalo je igra ega, ki ima seveda tudi svoj smisel. A kot sem spoznala sama, se ni dobro navezovati nanj, ker ne ponuja ne svetlobe, ne svobode. Kaj je torej nauk vsega povedanega? Budite to, kar ste v najvišjem smislu potencijala svoje duše in ne pustite se zasužniti. Ostalo prepustite življenju. Naj vas vodi. Poslušali ste podcast Inspiracija.